50 let turističnega društva Dragočajna Moše. S prostoferjem po obveznostih. S hojo preverjamo telesno kondicijo. Krepimo mednarodno sodelovanje. 10 dni po raznoliki Jordaniji. Rime pozlačene jeseni v Zavrhu. Likovni razstavi v Pirničah in Sori. Občinsko prvenstvo v Krosu. Lepo pozdravljeni. Nocojšnjo oddajo pričenjamo na skrajnem severnem robu naše občine, kjer je 6. oktobra pol stoletja svojega delovanja praznovalo turistično društvo Dragočajna Moše. Ob tej priložnosti so povabili svoje člane in podpornike v kulturni dom v Smledniku na slovesno praznovanje obletnico, pa nato zaznamovali še s tradicionalno prireditvijo Slovenski dan v Dragočajni. Vaščani Dragočajne in Moš so že v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja izkazovali željo za razvoj turizma ob Savi in pripravljenost sodelovanja pri tem. Vključevali so se v turistično društvo Smlednik, bili med nosilci zamisli o ustanovitvi kampa v Dragočajni in kasneje aktivni izvajalci priprave prostora in osnovnih pogojev za pričetek obratovanja kampa, ki se je sprva imenoval Kamp Zarica. Leta 1973 pa so na spomladanskem zboru članov društva izrazili željo, da se ustanovi samostojno turistično društvo. Pripravili so delovni program in obseg dejavnosti novega društva ter za 6. oktober 1973 sklicali ustanovni občni zbor. Društvo, ki je v prvih letih garalo za to, da je pridobilo prvih nekaj 10 članov, je v 5 desetletjih obstoja na to predsednikovalo 7 predanih predsednikov, 9. leto pa društvu predseduje Jure Žitnik. Društvo je po mojem kar v dobri formi, no? Kot smo slišali danes od predsednika Turistične zveze Slovenije, da smo po članstvu med boljšimi, danes štejemo 155 članov. Ponosen sem na to, da imamo kar dober del podmladka in načrtujemo nove projekte, vsakoletne, poudarek tudi na otroških zadevah, da pridobimo še več podmladka, z njimi starše, če se malo ponavljam. Predvsem pa je predsednik večkrat izpostavil pomen ožjega tima zagnanih prostovoljcev, ki so gonilo in glavni podporni steber delovanja društva. V bistvu so oni najpomembnejši. No, ta ekipa, brez njih itak tega društva ni. Držimo skupaj, imamo neke iste smernice, isto mišljenje in brez te ekipe verjetno ne bi bilo tega društva več. No. Turistično društvo Dragočajna Moše je v prvih desetletjih svojega obstoja posvečalo pozornost predvsem obnovi kampa v Dragočajni, s katerim je upravljalo, in vzpostavljanju osnovnih pogojev delovanja, kasneje širitvi prostora in ponudbe kampa ter promociji le-tega. Postavilo pa je tudi prvo trgovino in gostišče v vasi. V 90. letih si je nato zadalo novo pot in cilje in se podalo predvsem v organizacijo prireditev ter obujanje in ohranitev tradicionalnih vaških običajev. Danes združuje več kot 150 krajanov krajevne skupnosti Smlednik, predvsem iz vasi Dragočajna in Moše, ki skozi številne dejavnosti na področju turizma, kulinarike in družabnih dogodkov in z neumornim prostovoljnim delom gradijo močne vezi v skupnosti ter prispevajo k bogatitvi lokalnega življenja. Prav res vas občudujem. Vi imate 150 članov. Jaz ne vem, če se zavedate, kakšen kapital je to. Kakšen dosežek je to, da ste uspeli pravzaprav to, s čemer se ukvarja cela Slovenija, s čemer se ukvarja cela Evropa, kako ustaviti egoizem, kako ustaviti ta občutek, da je vsak sam sebi dovolj in da v resnici ne rabi skupnosti, da v njej živi. Dragi Dragočajnci in Mošani, vam je to uspelo in verjetno gre kle res glavna zahvala Jure, tebi in tvoji ekipi. Verjetno pa tudi vašim staršem, zato ker so oni že dosti let nazaj dopustili, da se je ta ekipa skozi osnovno šolo in naprej osnovala in obdržala, da ste se čutili del kraja in da ste, ko je pač breme in odgovornost prišla na našo generacijo, da se niste umaknili, ampak da ste to prevzeli. Društvo je pred leti za svoje delovanje prejelo že plaketo občine Medvode, tokrat pa je prejelo tudi priznanje iz rok predstavnikov Turistične zveze Medvode in Turistične zveze Slovenije. Jaz bom tako rekla, dokler bodo tako povezani kot so
da jih nič ne zmoti, tudi če ne gre vse po načrtih, tako kot si zastavijo, bodo še dolgo lahko delali in uspešno delali. Super je, da so ustanovili mladinsko sekcijo. Tukaj sem jaz vesela, ker tudi ostala društva si želimo tega, pa nam nekako ne rata. Mogoče bomo z njihovo pomočjo, z njihovimi idejami, kako so oni dosegli to, tudi v ostalih društvih lahko kaj pobrali od tega, se pravi, naj delajo tako, kot znajo. Tako so pred 15 leti postavili in osnovali Slovenski dan v Dragočajni, kot se je po vsakoletnem obisku sodeč izkazalo, eno najuspešnejših prireditev v občini, po kateri so danes zagotovo najbolj poznani, pa ne samo v občini, ampak tudi širom regije in ki so ga letos organizirali v sklopu praznovanja jubileja že 16. So vse recepte pobrali iz tega področja, stare jedi. Turistična zveza Medvode je to nekako že v svojem projektu Mala šola turizma začela jih malo kopirati in tudi v bistvu v tem krožku na osnovni šoli Medvode kuhamo stare jedi, ki bi drugače prišle iz tega, da v bistvu mladi več tega ne kuhajo. Tako da smo in šaro že nekako otrokom približali. Letos bomo s proseno kašo in z medlo šli. Lejte, jaz mislim, da so oni dober pokazatelj, kaj je treba delati na področju tega, da se te stvari ohranijo. No? Še posebej pa so v društvu ponosni na novo ustanovljeno in nadvse aktivno mladinsko sekcijo, ki šteje kar 30 članov. Ja, zdaj letos smo prvič organizirali pust, pa naši najmlajši so organizirali nogomet v Mošah. Drugače se pa v bistvu že nekaj časa miklavževanje organiziramo. Ja, nam to zelo veliko pomeni, zato da se lahko v bistvu še med sabo podružimo, zaradi tega, ker mogoče smo malo izgubili stike. Od osnovne šole se poznamo, tako iz vasi se poznamo, ampak nismo se pa nikoli tako družili skupaj in se mi zdi, da nas je to res malo bolj povezano. Za prihodnost jim torej ne manjka izzivov in idej. Letos pa jih čaka še tradicionalno miklavževanje v domačih vaseh. Pa to, kar že delamo, pač delu z mladimi, ne, da mlade vključimo v naše društvo, da vidijo, da se na teh prireditvah lahko imamo res fino, da spoznavaš ljudi, navade drugih organizacij, ki prihajajo k nam. Meni se zdi to super in to je glavna poglavitna smer, v katero bomo šli. Reportaža Slovenskega dneva v Dragočajni pa bo v prihodnji informativni oddaji, tako kot tudi prispevek sobotnega dneva odprtih vrat v podjetju Helios, kjer smo ponovno dobili zagotovila, da delajo vse in vlagajo precej v to, da bi bila proizvodnja tako zaposlenim kot tudi okolju čim bolj prijazni, kolikor je seveda proizvodnja smol in premazov sploh lahko. Obiskovalcev je bilo bistveno manj, kot smo pričakovali mi in kot je pričakovalo vodstvo podjetja, sploh glede na številne pripombe na socialnih omrežjih okrog zraka, ki ga dihamo. Najbolj glasnih nismo opazili, več pa torej prihodnjič. Prva vožnja s prostoferjem je bila opravljena 2. novembra 2020. Gre za projekt, ki je v svoji osnovi podoben vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših zavoda Zlata mreža. Skratka, prostovoljni vozniki po nujnih opravilih brezplačno odpeljajo tiste starejše ali invalide, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo ali ne morejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov. V naslednjem prispevku torej o tem, kako je po 3 letih. Prvi 2 leti je projekt Las zapeljamo vas potekal kot eden od projektov lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Skupna vrednost projekta je znašala slabih 26.000 evrov, sofinanciran pa je bil v veliki meri sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. In ker se je projekt izkazal za uspešnega, ga je občina Medvode oziroma javni zavod Sotočje sklenil nadaljevati. Projekt v okviru Lasa se je iztekel kakšno leto nazaj, ampak prevozi se pa nadaljujejo, pač sofinancira jih občina,
tako da smo veseli. Ta teden je ekipa prostovoljnih voznikov, no tudi voznica je bila med njimi, preverila, kako deluje nov avtomobil, ki ga je javni zavod Sotočje oziroma občina prejela v poslovni najem. Ja, danes smo za projekt Prostofer dobili nov avto Opel Molka, ki bo naslednje par let z nami v poslovnem najemu. Star avto odhaja nazaj, tako da projekt peljemo uspešno naprej. V veselje nam je, da se število prevozov z leta v leto povečuje. Do zdaj je bilo letos že več kot 300 prevozov, recimo v lanskem letu pa v celem letu približno 280. Z nami je, lahko rečemo, sedaj ta aktualna ekipa, ki preučuje, kako deluje ta avto, koliko vas je in koliko bi bilo tisto, da bi bilo, lahko rečemo, idealno. Ja, trenutno imamo 8 aktivnih voznikov, ki prostovoljno upravljajo prevoze v okviru projekta. Vedno smo pa veseli še novih mlajših upokojencev, če tako rečem, ki imajo veselje do vožnje, pa nekaj prostega časa, da ga namenjajo tem storitvam. Franci Lavrinc je prostovoljni voznik že od samega začetka, torej 3 leta, Darinka Nagode pa se je ekipi pridružila letos. Sedaj ste si ogledali avto, nekateri ste ga že preizkusili. Kakšen avto je tole? Ja, isto je električen, kot je bil un, je malo večji, verjetno tudi malo bolj udoben. Predvsem pa prtljažnik toliko velik, da bomo lahko tudi kakšne hojce noč spravili. Domet je, mislim, da je približno enak, kot je bil pri prejšnjemu. Bo kakšna težava ali pač ne? Ja, če bo, jo bomo pač rešili, ne? Ker brez reševanja težav pač ne gre. Ne? Ker se sproti včasih pokaže, da kdo ne more noge dvigati ali pa kakorkoli, ampak ne smemo se že za naprej sekirati, ker se je za sprot čisto dovolj. Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Seveda, če imajo v določenem terminu čas, pa vendarle v javnem zavodu Sotočje ugotavljajo, da so v resnici veliko več kot le prostovoljni vozniki. Kako vas običajno sprejmejo tisti, ki jih morate sedaj peljati v neko pot? No, jaz lahko povem, da v 3 letih približno 50 prevozov na let je in eno gospo sem pač rekel, da jo nam več vozil, zato ker je bila toliko negativna, no, in te res napsihira in sem rekel, da mi ni tega treba in mislim, da jo meni več ne vozno. Žal je tako, drugače pa same dobre izkušnje. No, ljudje so zadovoljni, hvaležni, tako da je v redu. No. Tudi jaz imam same lepe izkušnje, vsi so zadovoljni, pohvalijo vse, nikoli nisem še slišala nobene pripombe čez kogarkoli. Včasih pa, ko pridejo na novo, jaz sem imela pač zdaj vse nove, ne, povejo zgodovino takoj, a ne, svojo in tako da. Mislim, sem kar imela nekaj primerov, ko so se želeli opravičiti, da jih moramo peljati, a ne, da se jim zdi, da je to, da niso mogli drugače, ne, pa jih vedno potem, preden grejo od mene, vedno v dobro voljo spravim. Brezplačni prevozi pripadajo prvenstveno starejšim, ki druge možnosti prevoza nimajo, in ranljivim skupinam. Pokličejo lahko na brezplačno številko 080 10 10 vsak delovnik med 8 in 16 uro. Priporočljivo je vsaj 3 dni pred načrtovanim prevozom. V komunikacijskem centru bodo zabeležili podatke in lokacijo želenega prevoza. Vozniki prostovoljci prevoze opravljajo praviloma od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro. Izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam. Prevozi v okviru Prostoferja so namenjeni starejšim ljudem. Prednost imajo prevozi do raznih zdravstvenih ustanov, storitev in do zdravstvenega doma Medvode, v Ljubljano, do različnih bolnišnic, specializiranih ordinacij, tudi v daljše kraje, v Ankar recimo vozimo do zdravilišč. En del se pa porablja tudi za prevoze do trgovin, lekarn, pokopališč. Taksi so dragi, recimo razne prevoze, ki jih te upokojenci ali pa starejši občani rabijo. Pri penzijah, ki so, bi težko 2-krat, 3-krat na mesec šel do enega zdravnika v Ljubljano, tako da je to sigurno, da bo došlo.
In upam, da še dolgo ne, ampak če bo kdaj treba, verjetno bom tudi sam koristil. Ne? No, jaz tudi pravim, da je tako, da je to tudi ena olajševalna okoliščina za sorodstvo, a ne? Ker je starejši imajo včasih več težav in morajo na več koncev jeti večkrat in pa vemo, da ne moreš iz službe jeti kar kadarkoli. Prostofer pa vendarle ni brezplačna taksi služba, kar se uporabniki zavedajo. Mene je samo enkrat en gospod vprašal, če ga lahko s tem avtomobilom tudi na kakšen izlet peljal, a ne. Pa sem rekel, poglejte, jaz peljem tisto, kar dobim pač nalog zapeljati, da z vsebino prevoza ne se pa drug ukvarja. Jaz bi mogoče to rekla, da mi je zelo všeč, ker morajo poklicati na Zlato mrežo in tam se potem odločijo, a je ta človek, da ga lahko pelješ, ne da bi se mogla jaz odločati ali ja ali ne. Po naših podatkih in glede na naš arhiv je zdravstveni dom Medvode test hoje na 2 km prvič organiziral pred 20 leti, maja leta 2003, na prvi lokaciji ob reki Sori. Od takrat dalje je ta akcija postala stalnica spomladi in jeseni. Le lokacija se je kmalu spremenila in preselila na Bonovec. Najprej po sprehajalni poti ob obrobju gozda, sedaj pa po kolesarski stezi. Vedno pa 2 km. Tudi to soboto je bilo tako. 500 metrov je v eno smer, se obrnete in še enkrat gor, potem pa še enkrat nazaj. To so bili napotki, ki jih je direktor zdravstvenega doma Medvode Rajko Vajt prijel na začetni in hkrati končni točki testa hoje na 2 km v soboto zjutraj, ko se je nad Bonovcem še vila megla. 2 podatka je dobil vsak udeleženec oziroma udeleženka na tej prvi točki. Čas, v katerem je prehodil 2 km in kakšen je njegov srčni utrip. Kaj povesta te 2 podatka na tem testu hoje? Ja, kolikor hitro hodiš, a ne, ko se udeležiš, kakšna je dejansko tvoja pripravljenost. Zdaj je čisto odvisno, ne, če nimaš nobenih preprek, kot so recimo kakšne boleči sklepi, ovire, dejansko greš lahko maksimalno hitro. Takoj, ko so kakšne druge zadeve, ne moreš tako hitro iti, pa je potem dejansko manjši, a ne, tele vrednosti so manjšen dosežen. Je pa še od veliko stvari to odvisno, malo zdravil, ki jih jemlješ, ti tudi zbijajo in tako naprej, veliko stvari, a ne. Sedaj smo šele nekako bolj na začetku današnjega testa. Kaj kažejo mogoče ti prvi podatki? Sedaj pridejo tisti, ki so zelo fit ali pač ne? Ne spuščamo vseh hkrati, tako da gre eden za drugim z razlogom, da se ne pogovarjali med sabo. Tako da res vsak zase gre svojo pot, svoj tempo, kakor lahko. Preskus hoje na 2 km je torej enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje, kot jo udeleženec zmore, da pri tem ne ogroža svojega zdravja, ekipa zdravstvenega doma Medvode izmeri njegovo telesno zmogljivost in mu na podlagi rezultatov svetuje ustrezno telesno dejavnost in zdravju prijazno športno vadbo. Če se ne motim, prvič na testu hoja ali pač ne? Ja, ponavadi bolj organizacijski, imamo danes podeležensko. Danes sem prišel pozdraviti naše pridne punce, ko so pripravile test hoje. Odlično, tako kot vedno, tudi udeležba v prvi uri je odlična, tako da sem se odločil, da tudi jaz hodim. In kaj so pokazali rezultati? Zaključke, če čakam, malo več kot 15 minut, kar v redu. Ste že vprašali, 15 minut pri teh letih, je to kondicija v redu, pač ne? Zdaj, sam čas ni toliko pomemben pri testu hoje, upošteva se še vse ostali parametri od krvnega tlaka do pulza na koncu in seveda vseh telesnih parametrov, tako da to mi še vnese v računalnik, tako da končnih rezultatov še ne vem, čas je še kar v redu, samo ostalo pa ne vemo. Povejte, sicer ste navdušenec hoje ali pač ne? Katera je tista športna aktivnost, ki bi jo vi osebno sedaj priporočili? Hoja v naravo, hribi, to je v bistvu vse v nekih zmernih okvirih, to, da se neka rekreacija 2 do 3 krat na teden, po pol ure, tako da se nam malo puls, da se malo prešvicamo. Priporočeno je 3 krat na teden, po pol ure, da se uredno preznojimo in
tega se poskušamo držati, vedno nam pa ne rata. Testa hoje se je letos udeležilo 27 odraslih oseb, od tega so ponovno prevladovale ženske, 19 jih je bilo. Ekipa zdravstvenega doma Medvode pa se vendarle veseli, da je delež moških iz leta vendarle večji in da se je testa udeležila tudi mlajša populacija pod 65 let, saj je prav njej test tudi namenjen. Poleg telesne zmogljivosti lahko preverimo še svoje znanje z področja temeljnih postopkov oživljanja za AED, glede na to, da jih imamo 27, pa še 2 sta v pridobitvi, v občini je kar veliko število in bi bilo smiselno tudi to obnoviti, ponoviti znanje z področja oživljanja. Hkrati pa lahko preverijo tudi celokupni holesterol, ki pa je en tak pokazatelj tudi stanja maščob v telesu. Rezultati meritev pa so žal ponovno pokazali, da so bile vrednosti celokupnega holesterola pri 8 osebah povišene, pri 11 osebah pa močno povišene. Potem, ko dobimo rezultate v roke, sledi tudi en tak kratek posvet, kaj je običajno tisto, kar rečete, ko vidite nek rezultat. Zdaj, ko vidimo rezultat, seveda diplomirana sestra svetuje glede zdravega življenjskega sloga, udeležbe tudi na delavnicah v okviru programa Skupaj za zdravje, mogoče tudi posvet v referenčni ambulanti, kjer potem v bistvu medicinska sestra lahko osebo tudi napoti na odvzem krvi iz vene, kjer je pač krvna slika bolj natančna. Hkrati pa potem dobijo tudi lahko nasvet o prehrani. Zdravstveni dom Medvode je že konec leta 2002 pričel z izvajanjem zdravstveno-vzgojnega programa za odraslo populacijo, ki se je sprva imenoval Sindi, sedaj pa Skupaj za zdravje. Vključuje različne aktivnosti, različne delavnice, predavanja in preizkuse telesne zmogljivosti. Zdaj iz leta v leto ugotavljamo, da je starejša populacija bolj pridna, bolj aktivna, bolj zavzeta. Želeli bi si, da se mlajši začnejo zgledovati po tej starejši generaciji in da se tudi začnejo udeleževati testa, ki je v prvi vrsti najbolj namenjen do starosti 65. Zdaj po koroni, po covidu, je pač ta številka veliko manjša. Želeli bi si pač ponovno vzpostaviti, da se jih udeleži večje število, tako da smo pred časom covida je bila ta številka kar od 80 do 100, zdaj po covidu pa kar nekje tam okrog 20 do 30. Res bi si želeli, da se občani udeležijo, da preizkusijo svojo telesno zmogljivost. Po naših podatkih in glede na naš arhiv je zdravstveni dom Medvode test hoje na 2 km prvič organiziral pred 20 leti, maja leta 2003. Ja, danes sem prvič, ker sosed je že se odločil, da gre, pa še naje ženo so šla zraven. Tako da je treba malo poskrbeti za sebe, kdaj je tako. In kaj pravijo sedaj rezultati? Ja, zdaj do konca še nimam, da še čakam za pritisk zmert, holesterol je tako na meji, ampak prav ni kritično ali pa ni najbolj slab, pa tudi ne tam. Prvič, drugič, kolikokrat že? Drugič, 5 let nazaj prvič. Ja. In kakšni so sedaj rezultati v primerjavi s 5 leti nazaj? Z ozirom na EMŠ ugotavljam, da so v redu. Ja. Kateri izmed teh napotkov, ki ste jih danes dobili, se boste mogoče najtežje držali? Najtežje indeks telesne mase, ker maksimalno je 25, jaz ga imam pa 24. Ja. Z ozirom na EMŠ pa ugotavljam, da je kar normalno. Tale hoja 2 km na dan vam dela težave ali pač ne? Ne, ker gremo velikrat v žlebe, tam le spreske, naredimo krog. Ni problema. V začetku septembra je s svojim delom začela nova sestava odbora za mednarodno sodelovanje, ki je posvetovalno telo župana. Naloga odbora je načrtovanje in organizacija mednarodnega sodelovanja občine, oblikovanje vizije mednarodnega sodelovanja in sodelovanje pri pripravi letnega plana. Odbor pri promociji občine v mednarodnem okolju sodeluje z javnim zavodom Sotočje, z društvi in številnimi prostovoljci. Sredstva za delovanje odbora se vsako leto namenijo proračunu občine Medvode. Odbor konec leta pripravi pregled dejavnosti minulega leta in načrt za prihodnje leto, ki jo običajno predstavi širši javnosti na skupnem srečanju in druženju.
6 dosedanjim v mednarodno sodelovanje močno vpetim članicam Darinki Verovšek, Mojci Urbas, Nadi Prešeren, Ireni Sonč-Lenc, Ani Barle in Ireni Hrastnik so se v novem 4-letnem mandatu pridružili še 3 novinci. Dolgoletni občinski svetnik Dragan Čukič, ki je doslej že odigral aktivno vlogo v mednarodnem sodelovanju in popolna novinca na tem področju, arheologinja Helena Rizmondo, ki jo poznamo tudi kot kiparko, in upokojeni novinar Janez Čadež, ki, kot je navedel na prvi seji odbora, razpolaga številnimi mednarodnimi organizacijskimi izkušnjami. Prvenstveno slednjim je bil namenjen kratek nagovor župana Nejca Smoleta, v katerem je predstavil svojo vizijo mednarodnega sodelovanja, na kratko orisal dosedanje aktivnosti na tem področju in svoja pričakovanja v prihodnje. Odbor za mednarodno sodelovanje je namreč njegovo posvetovalno telo. Dosedanja predsednica Darinka Verovšek iz osebnih razlogov funkcijo predsednice ni želela nadaljevati, prevzela pa jo je Ana Barle. Recimo, da je en tak preskok, da še spoznam eno drugo stran, se pravi delovanja, tako da se veselim, hkrati seveda tako malo počasi prevzemam, tako da sem tudi vesela, da mi bo bivša predsednica lepo predala, da še vedno ostaja v odboru, da bo potem teklo in da ne bo šlo tako kar, kako bi se reklo, z luknjami. Kateri je bil mogoče tisti projekt, pri katerem ste, lahko rekli, najbolj sodelovali, pa tudi se največ naučili? To bo definitivno Lepota harmonije, Lens and Harmony. Z Ireno Sonč-Lenc se pravi, naredili prijavo za evropska sredstva, to dobili, tako da že to je bil en tak lep mejnik in smo na to zelo ponosni, da smo potem dobili sredstva, da smo izpeljali, da so prišli, se pravi, iz naših prijateljskih mest in da je bilo to naše mesto Medvode obogateno za teh par dni. V novodobni zgodovini občine Medvode, drugo leto bomo zabeležili 30 let, so potekale prijateljska srečanja in izmenjave delegacij na različnih področjih s kar nekaj mesti v tujini. St. Ives v Angliji, Olofstrom na Švedskem, Esperanžo v Luksemburgu, Ivanec na Hrvaškem. Vezi s temi mesti so zamrle. Aktualne pa so seveda vezi z mestom Zaječar v Srbiji, ki so bile vzpostavljene pred leti in imajo svojo pravno podlago tudi v sklepu občinskega sveta. Vezi z mestom Kre v Franciji, s katerim je občina Medvode leta 2016 naredila korak naprej in tudi podpisala pobratitveno listino, in še vezi z 2 mestoma, stkanima ravno prek Francozov, z mestom Nida v Nemčiji in z mestom Ponte San Nicolo v Italiji. Slednje je mesto, ki nam je od vseh najbližje, prvenstveno po kilometrih in za katerega naj bi občinski svet še do konca leta sprejel sklep o pobratitvi, saj je z druge strani že prišla konkretna pobuda. Prva naloga, ki jo boste sedaj kot predsednica prevzeli, je kaj? To bo letno srečanje, se pravi mednarodnega odbora za sodelovanje, in pa vabljeni tudi vsi Medovčani, ki jih to zanima, kaj mi počnemo, če bi se nam radi pridružili, tako da ker je vedno zanimivo, kaj novega spoznamo od drugih in tako je prijetno. Evropska unija vse od leta 1989 namenja pomembno finančno podporo aktivnostim pobratenja, še posebej tiste, ki spodbujajo evropske vrednote. Namen mednarodnega sodelovanja je spoznavanje med narodi, saj ne bi bila nova prijateljstva popotnica miru in solidarnosti, kar se je, tako je bilo slišati tudi na tokratni seji odbora, izkazalo tudi ob letošnjih poplavah. Pobratene oziroma prijateljske skupnosti so v stiku ne le pri pripravi in izvajanju skupnih projektov in dejavnosti, ki jih sofinancira Evropska unija, ampak večkrat letno sodelujejo tudi na različnih drugih področjih, kulture, turizma, šolstva in športa, manj pogosto pa zaenkrat še na področju gospodarstva in okolja. Med tistimi, ki so nas že večkrat zastopali v tujini, tudi v prej omenjenem Zaječarju, so seveda letošnji občinski nagrajenci, skupina Metal Steel. In eden od njih, Matej Sušnik, nam je pred kratkim v jedru predstavil svoje 10-dnevno popotovanje po Jordaniji, seveda v družbi svoje partnerice Andreje Janilović. Njun nasvet: Jordanija ni za začetnike,
če se seveda na pot odpravljate v lastni režiji. In še, popotovanje se začne par mesecev prej, preden se dejansko odpraviš na pot. Odgovor na vprašanje, zakaj tokrat Jordanija. Ne le zato, da sta Matej in Andreja zapečatila 10 let partnerstva, ampak predvsem zaradi potapljanja med koralami. Odkar smo na Filipinih, sva hotela videti spet korale. In vedela sva, da Rdeče more je zelo bogato s koralami in ker nisva hotela spet na drug konec sveta, ker nisva imela toliko časa, sva na začetku razmišljala Egipt, pa sva pa malo še razmišljala, sva rekla, mogoče Egipt ne bo, kaj pa Jordanija, in potem pa sva začela gledati razna potopisna predavanja na internetu in je zelo potegnil noter in pol pa je bilo v bistvu zelo lahka odločitev za Jordanijo. Nekje sva bila samo eno noč, nekje 2, nekje 3, 4 noči, malo sva si pa razporedila. To, kakor je nama osebno, ki je bolj všeč, kakšna destinacija, ali bolj morja, ali bolj, zgodovinski ogledi, na tak način sva pol predelila. Malo časa v konkretnem primeru pomeni 10 dni. Za teh 10 dni sta se zahvalila sorodstvu za varstvo 2 zelo aktivnih otrok. In za Mateja, posledično tudi za Andrejo, se potovanje začne bistveno prej, preden se dejansko odpravite na pot. Ker zelo uživam v samem načrtovanju, gledam vse možne videe, bloge, preberem forume, preberem vse možne variante, zdaj ChatGPT, vse živo in potem na podlagi tega načrtujeva pol neki itinerar narediva in se ga pol cca drživa, kdaj pa tudi ne, ampak glede na to, da pač ta tretji svet ni lih najbolj predvidljiv, je zelo pomembno, da greš tja vsaj približno pripravljen. Tokrat z letalom iz Benetk do začetne točke mesta Aman, kjer se menda gradi tako, kot se vozi, kakor jim paše, drug čez drugega. In nato naprej po Jordaniji, v konkretnem primeru z najetim avtomobilom za 10 evrov na dan, vnaprej rezerviranim. In tukaj še, kako pride do izraza prej omenjena pripravljenost na pot. Prijatelj je za tovrstni najem avtomobila namreč dal bistveno več. Ni toliko tega barantanja, tukaj bo rajš dal malo višjo ceno, vprašajo, koliko pa to stane, ker si belc. Tako da ni tista tipična arabska kultura, ki priješ pa moraš cenkati se pol ure. Prej te bo malo bolj obralo, kakor. Ja. Mislim, ne bojo užaljeni, če jim ne boš cenkal ceno. Tako, rajš ti bojo oni malo nabili ceno. Cene v mestih so sicer za malenkost nižje kot pri nas, razen seveda za alkohol, če ga sploh dobiš. V puščavi pa za 6 evrov kompletna oskrba in ogledi, če seveda za beduine ni prevroče. Skratka, kot sta nam popotnika zagotovila po tokratnem popotovanju, Jordanija ni za začetnike, če se ti na pot odpravijo v lastni režiji. Kaj pomeni za žensko biti pripravljena na potovanje? Da imaš večinoma vse s sabo, pa da moraš biti pripravljen tudi na malo drugo kulturo, da te kot žensko malo manj sprejemajo in da tudi na tem nisi preveč presenečen pa šokiran. Da treba malo bolj njihove običaje pa kulturo spoštovati. Jordanija je sicer najbolj liberalna med arabskimi državami. Jordanija je zelo raznolika država, se pravi, imaš za videti zelo veliko zgodovinskega, zelo veliko nekih povezav tudi z biblijskimi dogodki. Imaš seveda rimske ostanke, Mrtvo morje, ki je samo po sebi zelo zanimivo in edinstveno. Puščavo, seveda, ki je pač Mars na zemlji. In seveda Petra je tista destinacija, zaradi kjer večino nas gre tja, čeprav za naju ni bila prva izbira, ampak je bila pa definitivno najbolj, ko bi rekel, pompozna. Potem pa definitivno, Rdeče morje, korale in vse, kar vmes pride še. Skratka, obetala sta večer, ko bomo skozi njune oči spoznavali utrip Amana, odkrivali čare antičnega Džeraša oziroma Pompejev vzhoda, lebdeli v zdravilni vodi Mrtvega morja, raziskovali skrite točke čudežne Petre, rožnatega mesta Nabatejcev, se prepustili puščavskim vetrom skupaj z gostoljubnimi beduini v Vajdarumu in občudovali lepoto s koralnimi grebeni bogatega Rdečega morja. Glasba, kultura, kulinarika. Kulinarika meni zelo dobra, Glasba malo drugače, niti nisva toliko veliko, Nimajo to kulture, ko bi rekla, tega zabavljaštva, niti kafičev, to je bolj teh res turističnih mestih, Tako oni se zelo bolj po svoje držijo, znotraj družin, prijateljstva, Mi toliko navzven tega, bi rekla. In ko boste rekla, kakšni ljudje so v Jordaniji, boste rekla kaj? Arabci. Ampak prijazni.
kakor kdaj. Bo rekel, Jordanci so najbolj liberalni narod med Arabci v Bližnjem vzhodu, ampak kar je za njih liberalno, je za nas še zelo ekstremno konzervativno. In kaj bi naredila v drugo drugače? Prav gotovo ne bi rezervirala spanje v hotelu ob mrtvem morju. 15 minut lebdenja v morju si lahko namreč privoščiš kjerkoli ob poti, kjer je to dovoljeno in je tuš, torej šlaftuš. Ni mrtvo le morje, ampak tudi okolica, hotel pa medtem, ko ga gradijo na drugi strani, že razpada. In še najbolj nenavaden dogodek, dogodil se je na popotovanju po celotnem kompleksu Petre, ki ste ga v nasprotju s tistimi, ki se ga lotijo turistično z avtomobili, lotila peš. Skoraj 20 kilometrov je to. V Pesku pred eno od znamenitosti Petre sta v Pesku dobila zasuto denarnico z vsemi dokumenti, med drugim kartico Nove Ljubljanske banke in študentsko kartico Univerze v Ljubljani. Kaj sta prinesla domov? Začimbe, najbolj tako milo iz mrtvega morja. Pa veliko lepih spominov, pa fotk. V soboto 7. oktobra nas je mlajša sekcija Kulturno-umetniškega društva Jarem ponovno povabila na kulturni večer pod naslovom Rime pozlačene jeseni. Kot pove naslov, se je cel večer vrtel v znamenju pesmi, ki so jih, poleg članov Jarma, predstavile še pesnice društva Frango Vekar Ziga in pesnik z Dolenjske Fužine Janko Rošelj. Čas je plodov, barv, semen. Takrat cvetje skloni glave in zaspijo suhe trave. V jate zbirajo se želje, zadnji jug nosi veselje. Z vetrom diha moč življenja, za srce žar hrepenenja. Vsak v dežju tihoto išče, svojo dušo pot razišče. Misli z meglo se stopijo, v barve sonca zacvetijo. Vse, kar klije, raste, mine, zgine v časne meglenine. Čakamo na mirovanje, zimsko, tiho, belo spanje. A vsak listek, ki odpade, da nam upanje in nade. Kar zori, zaspi in mine, vzklije v cvetne korenine, v novo radost, hrepenenje, v semen v rast in življenje. Jarmovci so ponovno obudili sodelovanje z društvom Frango Vekar, s katerim so v času pred epidemijo že sodelovali, tokrat z namenom, da se po dolgem času spet zberejo in predstavijo nekaj rim, ki so jih skovali v tem času. Letnemu obdobju primerno so bile te rime v delu posvečene tudi Zlati jeseni, a še zdaleč niso bile omejene samo na to tematiko. Smo razširili, ker konkretno jaz ne rad pišem ne vem kako v jeseni, čeprav je jesen lepa, ampak bistveno je bilo to, da se podružimo, da vidimo, kaj smo naredili, kaj smo ustvarili in da poezija vsaj malo še živi naprej. Namen tokratnega srečanja je bil tudi obuditev pesniških večerov, saj je teh čedalje manj, pa čeprav je prijetno v krogu somišljenikov prebirati pesmi in se družiti s prijatelji. Ne, čedalje manj jih je. Ni tudi zanimanja med ljudmi, da bi prišli, da bi poslušali te stvari. Seveda to ne pomeni, da zanimanja za pesmi ni. Številni ljudje v sebi skrivajo pesniško žilico oziroma željo po ustvarjanju rim. Vse ustvarjalcev je kar nekaj, ampak svojo poezijo imajo bolj v predalih ali pa jo berejo za sebe. Meni se pa zdi fajn, da se srečamo v živo, da si preberemo med seboj, pa da so med nami tudi mlajši pesniki in pesnice, da bi šlo to naprej, ker to je pa le ena zelo prijetna stvar. Črka v senci plamena, beseda v senci oblaka, stavek v senci spoznan in pesnik v senci podrtega drevesa. To je prišlo izpod mojega peresa. Si ti narisala tisto sliko,
Ja, ti si črkovala tisti stavek. Si ti narisala tisto sliko? Barve ima lepe in obliko. Boš imela razstavo. Jaz bom razstavljal črke v senci sivih korenin. Ti pa slike v rumenem soncu morskih globin. Jurij Marusik je tokratno priložnost izkoristil tudi za predstavitev svoje obsežne zbirke avtorske literature, pesmi pa napiše, ko ima takšno obdobje. To so pa kar obdobja, ne? Zdaj eno tako obdobje, da pišemo vsak večer, potem je spet obdobje, ki ni, skratka zelo, zelo različno, no? Tako da... Ne pride recimo do nekega trenutka, nekega dogodka, ki vam recimo nekako da navdih? No, tudi so še takšni dogodki, ki te potem spodbudijo, ne, da nekaj spraviš iz sebe, ne. Ampak se pravi, zelo različno. No. Seveda pa svoje pesmi rad ohrani v knjigah, zadnje bodo zbrane v knjigi z imenom Pocukranke. To bo zbirka takih ljubezenskih pesmi v kombinaciji s hajkuji. Pa ker je ljubezen ni tako sladka, pocukrana, pa naj bojo pocukranke. Sekcija Bezeg je ena najbolj aktivnih v Medvoški občini in že nas vabijo na naslednji pogovor, ki bo tokrat spet v Medvodah. Ja, jaz jih ljubno vabim na klepet ob kavi v Bar kulture v Medvodah. Tokratna gostja bo televizijska voditeljica Miša Molk. Zanimiv večer se torej obeta? Tako, v soboto, torej v soboto 14. oktobra ob 18. uri. Zanimiv večer. V začetku prihodnjega leta pa nas čaka drugi del sodobne priredbe Županove Micke in sicer z naslovom afnazupanovamicka.bezeg. V četrtek je bila v galeriji Sora odprta območna likovna razstava z naslovom Polnost praznine. 26 razstavljenih del je nastalo na podlagi 9. bienalnega tematskega razpisa Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in bodo selekcionirana vse od območne do državne ravni. Razstavo je strokovno spremljala slikarka in videoustvarjalka dr. Vida Slađana Mitrović, ki bo tudi opravila izbor najboljših. Gre za območno likovno razstavo območne izpostave JSKD-ja Ljubljana okolica, ki so jo iz Erbergovih paviljonov iz Dola pri Ljubljani tokrat preselili v galerijo Sora in bo na ogled vse do konca tega meseca ob ponedeljkih in sredah pozno popoldan. Na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti razpisujemo tematske likovne razstave z namenom, da izzovemo ljubiteljske likovne ustvarjalce k likovnemu razmišljanju, radovednosti, preseganju svojega znanja in veščin, k iskanju številnih in drugačnih likovnih rešitev na določene teme, ki so nekako dane. Razstave izobražujejo in spodbujajo k kakovostnemu ljubiteljskemu likovnemu ustvarjanju, tokrat na temo Polnost praznine. S to temo smo izzvali naše likovne ustvarjalce, da razmišljate o likovnem prostoru, ki je eden temeljnih elementov likovne umetnosti, seveda polnost praznine, polnost oziroma praznost, to ne pomeni več ali manj, ampak lahko pomeni tudi, ta praznina ima lahko svojo vsebino, svojo energijo. Na razpisano temo Polnost praznine se je odzvalo 26 likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki delujejo na območju 9 občin, vključenih v območno izpostavo JSKD Ljubljana okolica, med drugim tudi Roman Veras, Nevenka Verbič, Zoran Lesjak, Renata Grmovšek, Andreja Rženi in Mirko Mihovec, kar je po besedah Avščeve lepa številka v lepem ambientu, kot je precenila tudi strokovna spremljevalka dr. Vida Slađana Mitrović. Je slikarka in videoustvarjalka mlajše generacije, ki se z likovno umetnostjo ukvarja tudi v teoriji kot sodelavka Fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani in oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Gre za izjemno lep prostor in je velika čast razstavljati v takem prostoru, kjer bi se obnesla tudi kakšna akademska dela, tako da danes res smo priča
lepoti teh del in izjemnosti tega prostora. In še, da tokratna razpisana tema, polnost praznine, ni bila lahka. Zahteva neko kontemplacijo, zahteva razmišljanje, poglobljeno. Kaj je to polnost? Kaj je to praznina? Sploh v našem sodobnem času, če lahko sprožim svoje razmišljanje, ko živimo v obilju vsega, imamo polno vsega, vse na dosegu roke, a hkrati ostajamo prazni. Ne moremo se ob vsemu temu, kar nas obdaja, ne zadovoljiti, ne nasititi, a ne? Kakšni so bili sicer napotki razpisa? Ustvarjalci naj bi znotraj likovnega dela raziskovali razmerje med ospredjem in ozadjem, med glavnim motivom in okoljem, ki ga obdaja, med pozitivnim in negativnim prostorom, med polno materijo in praznino. V okviru likovne stvaritve naj bi bile te kategorije enakovredne, se dopolnjevale in nadgrajevale. Ob tem pa so dobili tudi opozorilo, da je praznina mišljena kot element, napolnjen s pomenom, energijo in likovno kvaliteto, ki prispeva k izpovedi celotne kompozicije in hkrati soustvarja prostor likovnega dela. V tem kontekstu ne govorimo o kontrastu, veliko nič ali mnogo malo. Prav tako namen razpisa ni raziskovanje, kako je likovno delo postavljeno v ateljejski, galerijski ali fizični prostor. Predstavljena dela so sila raznolika, tako po uporabljenih materialih, kompoziciji, tehnikah, motiviki, različnih slogih. Moram reči, da me razstave, ki sem si jih do sedaj ogledala na temo polnost praznine in tudi nocojšnja, presenečajo z izjemno kakovostjo. Zelo veliko je del, ki dosegajo že profesionalno raven in s tem nam kažejo, da se avtorice in avtorji na današnji razstavi že dolgo, motivirano ukvarjajo s tem in pokažejo tudi, da akademska formalna izobrazba ni nujni pogoj za kvaliteto likovnega izražanja. Tokratno razstavo so z glasbo obogatili soški orgličarji, ki so se ta konec tedna udeležili tudi 3-dnevnega festivala Slovenija v Beneški laguni. V Italiji je sicer nastopilo kar 420 članov različnih slovenskih društev. Ob Svetovnem dnevu živali nas člani likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva Pirniče vsako leto povabijo na odprtje razstave Svet živali. Enak naslov, kdaj tudi kakšna enaka slika, a vselej pestra, poučna in zanimiva razstava. Na ogled je 16 del 8 ljubiteljskih slikarjev in 21 del njihovega mentorja Andreja Militarova. Čeprav je razstava vsako leto posvečena živalim, navsezadnje je tematika namenjena obeležitvi dneva živali, ki je bil za svetovni dan proglašen 4. oktobra leta 1931, je vsako leto nekoliko drugačna. In v čem se razlikuje od predhodnih tokratna? Je drugačna. Najprej naj kar povem zakaj. Zato, ker mislim, da smo malo napredovali v znanju. Veliko več damo zdaj na izobraževanje, imamo tudi to srečo, kot sem že prej omenila. Nov veter je prišel, nov slikar, čeprav živali so izključno pod vodstvom našega mentorja Andreja Militarova, lovca. Drugačna je pa tudi toliko, ker se bolj organiziramo, da narišemo ene in iste živali vsi. Naredimo spisek, potem se pa tisto riše. Razstavljajo člani likovne sekcije Olga Bitenc, Ivica Jan, Marija Mišo, Nadja Pupis, Sonja Pust, Tone Rebolj, Majda Žakelj in njihov mentor Andrej Militarov, ki so se poimenovali kar Generacija Plus. Tokrat so se še posebej intenzivno posvetili slikanju živali, da so v svoji lepoti resnično podobne izvirniku v naravi. Da pa je razstava tudi poučna, so poskrbele tudi z nekaj zanimivostmi, ki so zapisane ob nekaterih slikah. Tokrat sem si vzela malo več časa, ker Kanja in to Vrana lahko bi še več napisali, ampak vedno
je stiska s časom, pa glede na to, da smo računalniško ne najbolj opismeni v teh naših letih, ne gre tako hitro, kot je treba. No. Da žival na slikah izgleda pristno, je zelo pomembno poznavanje anatomije. Žival in človek. Če hočeš figuro risati, moraš anatomijo poznati. Kosti, sklepe, tako. Enako je pri živalih. Zelo veliko je odvisno tudi od senčanja, ampak če imaš za mentorja lovca, ga vprašamo. Je pa res, da vse živali rišemo po predlogi. Če imaš dobro predlogo, potem še nekako ujameš tudi karakter živali. Naprimer, jaz sem risala kanjo, že če ji podaljšaš kljun, ji spremeniš videz. Mentor je rekel, da vsak ptič ima različne kremplje. Eni 4, eni 3, en ima 2 nazaj. Detla, ko sem risala, je rekel, on se mora gor držati. Ima 2 nazaj, 2 naprej. To so take stvari, ki ti samo en taka oseba lahko pove. Zelo so veseli vseh napotkov, ki jih dobijo in pri svojem ustvarjanju tudi z veseljem upoštevajo. Slikanje živali je zelo težko in seveda obstaja tudi del, ki je najbolj zahteven. Najtežje je glava. Kot pri portretu, v očeh, tako da ni problem trup narisati, problem je karakter tudi pri živali ujeti in to ujameš pri glavi pa v očesu. Srna ima na primer oči pri strani, ptiči ima obvezno tudi lesk noter, no to smo se letos tudi naučili, kako je zanimivo. Pri tolikih vrstah živali je nemogoče, rabiš pomoč, da ti nekdo to anatomijo sugerira naprej, da delaš. Razstava ob Svetovnem dnevu živali ima vedno tudi poučno noto. Zadnja leta nam zaznamujejo številne vremenske neprilike, posledica vpliva človeštva, ki se mora pričeti obnašati bolj naravi prijazno. Sobivanje in pa zadnji dogodki vremenski, da ne govorim, toliko, kolikor se zdaj sliši po medijih, piše po časopisih o živalih in sobivanju, ne pomnim nazaj, da bi bilo toliko tega. Zato že za drugo leto pripravljamo prav o teh vremenskih nevšečnostih, ki prizadenejo vso naravo, rastline, živali, ljudi, da bomo naredili eno tako močno razstavo z lepimi slikami, orkani, nevihte, strele, vse to, kar pač je. In takrat bo tudi to prišlo še do izraza malo zraven. Vse z namenom, da vsaj malo pripomorejo pri osveščanju, se sledi misli profesorice Maje Ravnikar z Nacionalnega inštituta za biologijo. Nobenega dvoma ni o tem, ali bo narava preživela, veliko vprašanje pa je, ali bo preživel človek. Ko zbolijo rastline, zbolijo živali, zbolijo ljudje. Ja, tako je rekla doktor profesor, ki sem jo citirala. To je res, veste. Če se človek malo bolj poglobi v te znanstvene članke, ki jih napišejo, dober, papir prenese veliko, ampak da je včasih res kar malo strah, zdaj kar vidimo, kar se dogaja. Poglejte, Kanada je bila zmeraj mrzla dežela. Požare, cel poletje so imeli požare. V Rusiji, permafrost. Hiše padajo not. Jaz sem bila na Aljaski, sem videla, kako to izgleda. In tudi tukaj, tudi mi imamo ledeniške predele v Sloveniji. Dobro, niso tako izraziti, ampak če si osveščen, če malo premisliš, je to zanimiva tema. Velik posameznik ne more narediti, kot skupnost pa marsikaj, ne? Tudi zato je ob razstavi apelirala na zbrane, da vsak na svoj način pripomorejo k ohranjanju narave.
Pirniški likovniki v mesecu novembru napovedujejo odprtje nove razstave z medvoškimi motivi pod mentorstvom akademskega slikarja Janeza Kovačiča. Novembra bodo ustvarjali tudi adventne venčke, v decembru pa bodo na ogled postavili unikatne keramične izdelke pod mentorstvom Majde Žakelj. Tokratna razstava Svet živali pa je na ogled ob vseh dogodkih v Domu krajanov v Pirničah vse do 3. novembra. V petek popoldan je Javni zavod Sotočje v sodelovanju z osnovno šolo Smlednik organiziral tradicionalno občinsko prvenstvo osnovnih šol v Krosu. Učencem od 1. do 9. razreda vseh 4 medvoških osnovnih šol in 2 podružnic so se kot običajno pridružili tudi učenci osnovne šole Vodice. Največ medalj je zbrala osnovna šola Medvode. Občinsko prvenstvo v Krosu je letos ponovno potekalo na soncem obsijanem zunanjem nogometnem igrišču osnovne šole Smlednik, ki je bila izvajalec tokratnega tradicionalnega tekmovanja. Šolski kros še vedno velja za tisto najbolj množično šolsko športno tekmovanje. Bi pa rada povedala, da mogoče v zadnjem času se izgublja ta sam pomen glede dosežka, ker tukaj res pridajo do izraza ne samo več talent, ampak vemo, da tudi trdo delo, tako da nastajajo velike razlike med učenci. Ampak zato ravno športni pedagogi in pa mi organizatorji poudarjamo, da kros je druženje, spodbujanje, navijanje, tudi spoštovanje fair playa, ne nazadnje tudi obnašanje na takem velikem prizorišču, tako da ja, še vedno je tisto množično tekmovanje. Poskušamo pri otrokih privzgojiti ta odnos do športa in zato tudi organiziramo taka tekmovanja, recimo državno prvenstvo v gorskih tekah organizira naša šola, potem kros. In jaz mislim, da iz tega pol se vsake toliko let izcimijo kakšni dobri tekmovalci tudi. Ne? Imate kakšno železo v ognju sedaj na vaši šoli? Ja, nekako ostaja tako kot vsako leto. Ne? Moramo povedati, da potem za starostjo otrok, zdaj so bile nižje kategorije, starostjo otrok pa potem ta interes pada in še skozi je neka uganka za nas, kako navdušiti potem tudi starejše otroke za vzdržljivostni šport. Vi osebno tečete? Ja, jaz tečem na smučeh, s psi, predvsem kolesarem, kaj drugega pa že zdravje ne dopušča več. Tekmovalo je 480 učenk in učencev od 1. do 9. razreda z vseh 4 medvoških osnovnih šol in 2 podružnic, pridružili pa so se tudi učenci osnovne šole Vodice. Na razdalji 300 metrov so se pomerile učenke in učenci prvih razredov, na razdalji 500 metrov učenke in učenci drugih, tretjih, četrtih in 5. razredov, na 1000 metrov učenci in učenke 6. in 7. razredov. Le najdaljša razdalja za učenke in učence ni bila enaka. Dekleta 8. in 9. razredov so se pomerile na 1000 metrov, njihovi sošolci pa na 1500 metrov. Vsaka tekmovalna skupina je imela tudi predtekača za usmerjanje in narekovanje tempa. Sedaj boste spet pospremili eno skupino mladih na tem teku. Kaj je tisto, kar vam kar rečete na samem štartu? Ne prehitro začeti, ne se zapeljati, da te nekdo ne zapelje, ki prehitro teče, ker potrebno je taktično teči in na koncu ta hitrostna vzdržljivost mora pa na koncu ostati in tisti, kdor to upošteva, da ni prehiter na začetku, je potem uspeh zagotovljen. Tale kilometer pa pol, kar je najdaljša razdalja, je to kros? Ja, za te kategorije je, no, recimo. Drugače pa, kdor se pa hoče na daljše razdalje, jih pa itak peljemo zdaj na Ljubljanski maraton, tako da 21. je Ljubljanski maraton šolski in peljemo otroke, tam je pa že malo daljša razdalja, tudi gorske teki je malo daljša razdalja. Ostalo pa lahko starši tudi kaj probajo, ampak za otroke je to čisto v redu. Kaj pomenijo rezultati v primerjavi s prej? So mladi hitrejši ali pač ne? Ja, težko rečem, ali so hitrejši ali ne. Mislim, da bi to bilo bolj vprašanje za športne pedagoge, tisti, ki učijo. No, tudi sama sem pedagoginja, ampak glede na tole videno, lahko rečemo, da so se naši učenci in pa učenke iz vseh šol in pa obeh podružnic zelo potrudili, da so pripravljeni, da je naš rešilec praktično brez
zdela še zaenkrat, da razlike med učenci vendarle niso tako velike, pa tudi, ko grejo naprej na področna in pa na državna tekmovanja, naši učenci vselej posegajo po najvišjih uvrstitvah. Vi osebno še kaj tečete veliko? Samo še zase. Največ medalj je tokrat šlo z učenci in učenkami osnovne šole Medvode, 15 medalj, od tega tudi 6 najbolj žlahtnih, zlatih. Skratka, na nogometnem igrišču v Smledniku se je odvil praznik teka in športnega navijanja. Med številnimi starši, ki so prišli bodrit svoje otroke, je bila tudi naša nekdanja atletinja, trikratna olimpika, šprinterka na 200 metrov Alenka Bikar, ki se je s pomočjo zdravnikov in fizioterapevtov po hudi in redki avtoimunski bolezni, ki jo je skorajda posedla na invalidski voziček, postavila trdno na svoje noge. Ja, moram reči, da danes in tudi zadnje čase ali pa zadnja leta sem v vlogi navijačice. Danes sem sicer tukaj kot spremljevalka naših fantov oziroma iz razreda tečejo tale kros. Sicer pa, kot sem že omenila, navijačica, ker pač sem starš 2 športnikov, tako da sem se spet ponovno vrnila na atletske steze, kajti hči je atletinja. Preko matice pa spoznavam nekako nogometne vode, no, tako bom rekla. Rekli ste atletinja, torej ima vaše gene. Ja, moram reči, da so se geni kar mečkano pomešali, ima mogoče to po očetu, to vztrajnost pa trmo, pomen pa tudi seveda hitrost, pa vse tisto, kar rabiš, da si lahko mogoče nekoč vrhunski športnik, ampak do takrat je še daleč, tako da počasi pa jo kar nekako vidim, da bi lahko tudi ona nekako prodrla v ta atletski svet. Na kateri njen uspeh ste v tem trenutku najbolj ponosni? Letos je odlično tekla, moram reči, da je imela dobro sezono. Bila je celo imela nekaj časa 3. rezultat v Evropi v 18 na 200 metrov. No, na koncu sezone so pa punce celo v Turčiji odtekle v štafeti 4x100 zlato medaljo, tako da je balkanska prvakinja za mlajše mladinke. Tako da moram reči, da je kar uspešna. Medvoščanka Pika Keran Bikar sicer tekmuje za atletski klub Triglav. Na istem prizorišču je dan kasneje potekalo tudi zanimivo in atraktivno odprto street workout tekmovanje. Nekaj osnovnih podatkov o tem v prihodnji informativni oddaji. Prav ta konec tedna pa so potekali tudi šmarnogorski teki. V petek rekord Šmarne gore in v soboto 44. tek na Šmarno goro. Naš najboljši gorski tekač Timotej Bečan je v pestri mednarodni zasedbi na 10-kilometrski razdalji zasedel 4. mesto. Čestitamo. Sledi pa redna tedenska črna kronika. Na Gorenjski cesti sta trčila osebni avtomobil s tujo registracijo in motorno kolo, pri čemer je prišlo le do manjše materialne škode. Ker sta obe vozili izpolnjevali pogoje za udeležbo v prometu, so policisti izdali obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče, tujcu pa še potrdilo o poškodovanju vozila. Odškodninske zahtevke bosta udeleženca uredila sama prek zavarovalnice. V Dragi je neznani voznik avtomobila Kia Ceed s kranjskimi registrskimi tablicami zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v drugo vozilo in mu poškodoval levo zunanje vzvratno ogledalo, zadnja leva vrata in odbijač, pri čemer je imel drugi voznik za 500 evrov škode. Povzročitelj je po nesreči pobegnil. Na Zgornji Senici je voznica zbila srno, v Smledniku pa je neznani voznik z vozilom trčil v dvoriščno ograjo in pri tem s kraja nezgode odpeljal. Lastniku ograje je povzročil za 200 evrov škode. V še eni nesreči v Smledniku se je kolesar poškodoval tako hudo, da ni bil pri zavesti in je bilo ugotovljeno, da je v življenjski nevarnosti. Ponj je prišel helikopter in ga odpeljal na urgenco. Občana je neznani storilec z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem okoliščin spravil v zmoto in ga zapeljal, da mu je ta omogočil dostop do osebnega računalnika, prek katerega si je potem v več odtegljajih goljuf prenakazal sredstvo v skupni višini 980 evrov. Zoper zaenkrat neznanega storilca bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje goljufije.
Policisti so v preteklem tednu morali ukrepati tudi zaradi nespoštovanja sodne odločbe o stikih za otroka enega od staršev in so sprejeli ustno kazensko ovadbo za kaznivo dejanje odvzem mladoletne osebe. Še en občan pa je prijavil zlorabo kreditne kartice. Neznanec je na neugotovljen način pridobil podatke plačilne kartice in poskušal prek več plačilnih platform po celem svetu izvesti več transakcij, ki so bile večina zavrnjene, mu je pa uspelo priti do uspešno izvedene transakcije preko spletne platforme Zalando de Berlin. Polnoletni sestri iz Medvod sta se sprli zaradi mlade mačke, prepir pa je prerasel meje razumnega in sta se z metlo lovili po stanovanju, zato je oče poslal vsako v svojo sobo. Ena od sester, ki v svojem početju ni prepoznala elementov odklonilnega ravnanja, je zato poklicala policijo in prijavila nasilno ravnanje očeta. Na kraju so se strasti ob prisotnosti policistov pomirile, nihče od udeleženih pa ni želel podpisati izjave za zapisnik, zato je dogodek zabeležen le v poročilu dežurnega policista. Patrulja je na Zbiljski cesti zasegla prepovedano snov rastlinskega izvora, ki so jo poslali v analizo. Ravnatelj v osnovni šoli Preska pa je enemu od učencev vzel nož, imenovan metuljček, ki je po konstrukciji prirejen za napad. Nož so odvzeli policisti, ki bodo o dogodku obvestili center za socialno delo. Pošten občan pa je na policijsko postajo Medvode prinesel gotovino, ki jo je sicer našel na bankomatu na bencinskem servisu v Cerknem. Z nekaj telefonskimi klici so policisti odkrili, kdo bi lahko bil lastnik pozabljene gotovine, po opravljeni preveritvi na banki pa bo denar vrnen lastnici. Uporabnike spletnih nakupov policisti prosijo in opozarjajo, da si pred izvedbo spletnega nakupa ogledate spletno stran varnije-na-internetu.si in s tem preprečite morebitne zlorabe bančnih računov. Kaj pripravljamo za prihodnjič? Kar nekaj prispevkov je že v pripravi. O slovenskem dnevu v Dragočani, o dnevu odprtih vrat v Heliosu, o načrtovani parkirni politiki v Medvodah, o novostih za starejše od 65 let, o atraktivni ulični telovadbi, o alpinizmu in še kaj bo našlo svoje mesto v prihodnji informativni oddaji. Nasvidenje čez teden dni.